Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, en lep, prijazen dober večer želimo v naši oddaji, v kateri bomo poskrbeli za naše telo, za naše dobro počutje. Z nami je Nevenka Mužič iz Centra lepote in zdravja Biona. Nevenka, dober večer. Dober večer želim. Kar nekaj časa je že, odkar sva se srečali tukaj v našem studiu, ampak kako si preživljala zdaj te dneve, mesece konec koncev, odkar sva se videli? Kaj je novega v Bioni? Ja, tako naj rečem, da čas tako hitro teče, da imam občutek, da smo bile včeraj skupaj. Res je. To pomeni, da si kvalitetno preživljala čas, da si poskrbela s svojimi sodelavkami, seveda v Bioni, da smo tudi mi, stranke, ki smo prišle k vam, kvalitetno preživele čas. Tako pred poletjem, ko sem bila pri tebi, sem bila dobre volje, tudi skozi poletje, se mi zdi, da me je kar držalo tista pozitivna energija in vse. In vesela sem, da si danes tukaj v našem studiu. Sicer bo najina tema danes ne tako vesela, ampak takšna, ki se je ne smemo izogibati, ker nam lahko izjemno škoduje. Govorili bova o stresu, o stresnih situacijah in podobnem, ne? Res je, čeprav ni najbolj prijetna, ne sliši se ravno najbolje, je pa izjemno pomembno, da prepoznamo stres in da vemo, kako odreagirati, kako v bistvu se z njim soočiti, se ga obraniti, kaj narediti, da se bolje počutimo. V Bioni imate kar nekaj dobrih alternativ proti stresu in od njih bova danes govorili. Nevenka, nekaj bova dali tudi kakšno nagradno vprašanje, ne, za naše gledalke, gledalce. Lahko seveda pokličejo in vprašajo karkoli, lahko tudi odgovarjajo na nagradno vprašanje. Nena, pa kar izvoli, kaj bova vprašali? Ja, skozi oddajo bomo povedali najprej vse o stresu, vzrokih, posledicah in pa potem na koncu seveda tudi na kakšen način si lahko ljudje sami pomagajo in kako lahko pomagamo v Bioni. In nagradno vprašanje potem bo, da gledalci in gledalke naštejejo, ne vem, 3-4 načine, kaj naredimo v Bioni, zato da se oni bolje počutijo. Tako. Vem, da boš ponudila kar nekaj odgovorov, o tem te bom tudi temeljito izprašala. Prav. Se že veselim najinega pogovora, velja pa torej še povabilo vam, spoštovane gledalke, gledalci, pokličite spodaj, vidite tudi telefonske številke, na katere pokličite in torej se nam oglasite. Prijetna nagrada vas čaka, predvsem takšna, ki vam bo ublažila ali pa odstranila stres. Stres je številka 1. Slabo mesto ima, no, namreč ne v tistem dobrem smislu. Tihi ubijalec mu pravijo. Nena, pa mi povej, kako recimo, kaj je stres? Verjetno, glede na to, da ponujate kar nekaj tretmajev v Bioni, ste se, dame, kar dovolj pozanimale o tem, ne? Ja, pravzaprav, jaz se z stresom ukvarjam že kar nekaj let, prvenstveno zaradi sebe, zaradi težav, ki sem jih sama imela zaradi stresa. Tako da sem veliko preštudirala stvari in pa tudi poskušam vse to, kar sem se naučila, zato da sem pomagala najprej sebi, poskušam uporabiti pri delu s strankami. Tvoje izkušnje, ne, to so zlata vredne, ne, in tako tudi najbolj verodostojne. Zdaj, da ne bova delali krivice stresu, ne? Stres je lahko tudi pozitiven. Slišali smo že za pozitivni stres, ta nas žene, nam daje nek elan. Negativnega stresa se moramo bati, ne? Tega je več kot pozitivnega. Ja, v bistvu res. Pozitiven stres je čisto okej. Naprimer, jaz sem danes v stresu zaradi tega, ker pač sedim tu in nisem tako vešča javnega nastopanja, ampak ta stres meni ne bo škodil. Tako. Kot prvo, čez 1 uro bo vse mimo, ne? Mogoče. Mene je pa to spodbudilo, da sem pač si vse pripravila, kar želim našim gledalkam in gledalcem povedati. Odgovornost torej, ne? Odgovoren stres, tako, adrenalin. Spodbudite k nekemu delovanju. Škodljiv je pa takrat, kadar je prvič močnejši, predvsem pa to, da ga občutimo iz dneva v dan.
da se nalaga, če nismo usposobljeni ali pa če se ne razbremenimo sproti vsak dan, potem postane to problem. Ker se nalaga in nam jemlje energijo. Jemlje energijo, ustvari blokade v telesu in se potem odrazi na različne načine. Ogromno je vzrokov danes takšnih, ki nam povzročajo stresne situacije, da stres prevzemamo nase, da ga občutimo, čeprav velikokrat ga ne občutimo, ga spoznamo, da smo v stresnih situacijah šele takrat, ko nam te res škodijo, ampak tudi marsikdaj je takrat že prepozno, že takrat je stres kar dobro naložen v nas samih. Na kaj moramo biti pozorni? Katere so morda tiste stresne situacije, Nena, s katerimi se morda v Bioni srečujete z ljudmi, strankami, ko se pogovarjate? Ja, tako je, kar več jih je. Kot prvo naj omenim hiter tempo življenja. Danes vsi nenehno hitimo, vse se odvija zelo, zelo hitro. V bistvu so pa zakonitosti narave popolnoma enake, kot so bile pred 100-200 leti. In to vpliva na nas. Kot drugi najpomembnejši razlog za stres ugotavljam, da je pravzaprav delo. Ljudje so preobremenjeni ali imajo prevelike količine dela, ali je predolgi delovni čas, ali so jim naložene prevelike odgovornosti. To se lahko zelo tako občuti, ali je v podjetju slabše vodenje in to povzroča stres v ljudeh, da imajo premalo informacij. In nenazadnje v današnjem času se ljudje bojijo, da bojo delo izgubili. In to predstavlja velik stres. To so ti zunanji dejavniki, ki vplivajo na nas, ampak stres lahko pride tudi znotraj nas. Sami si ga povzročamo, tudi marsikdaj. To je pa tako, ljudje, ki so tako pozitivno naravnani, ki se razvedrijo, ki se radi družijo, lažje prenašajo stres kot tisti ljudje, ki so v svoji notranjosti pesimisti. Tisti, ki v vsaki stvari vidijo črno, potem so tudi bolj izpostavljeni stresom in ga težje doživljajo. Tudi, tako kot sem rekla, tisti, ki se radi družijo, potem lažje določene situacije ali predebatirajo, v glavnem lažje preživijo. Ne držijo v sebi, to je tisto najbolj. Pa še ena stvar je, ki je pa zelo tako obremenilna, to je pa perfekcionizm. Ja. Ker perfekcionisti, tudi jaz sem eden izmed njih, smo ljudje, ki nismo nikoli zadovoljni s tem, kar smo naredili. Vedno bi moralo biti nekaj bolje, hitreje in to je obremenilno. Se pravi, dajmo si dovoliti tudi kako napako v življenju, nič ni narobe. Le dovoli si jo. Tudi jaz, hvala. Na napakah se učimo, pravijo, in dokler niso prehude, so tudi dobrodošle, tako kot pozitiven in negativen stres. Res je. Dejavniki torej, ki vpliva, nekoga imava na naši zvezi, bova vzeli enega našega poslušalko, dober večer. Halo. Dober večer. Dober večer. Dober večer. Gledam tu oddajo, pa stres, kaj ponujate za stres, kaj svetujete? Proti stresu. Nena, kaj ponujate proti stresu v Bioni? Kje vas najdemo? Mi imamo kar nekaj stvari, s katerimi ljudem, ki so v stresu, pomagamo. Jaz bi mogoče predlagala, gospod, da pogledate oddajo do konca, ker bomo veliko o tem povedali. Če boste pa imeli potem še kakšno vprašanje, seveda pa z veseljem odgovorim. Ali pa morda odgovor na nagradno vprašanje, tako da lahko še potem pokličete nazaj, bomo pa v oddaji čisto vse povedali, tako da bodite z nami. V redu? Hvala, enako vam tudi. Tako, gospod je ravno zastavil tisto vprašanje, na katerega sva midva zastavili nagradno vprašanje. Če bo dobro prisluhnil, torej vabljen, da pokliče nazaj, pa morda dobi nagrado. Lahko pa Nena mimogrede, da malo presekava, povej, kje recimo vas najdemo, saj smo že velikokrat o tem govorili, ampak je treba ponoviti,
Biona, center lepote in dobrega počutja, se nahaja v Celeja parku, v centru Celja, na Aškerčivi. In sicer smo v 5. nadstropju, z dvigalom se pripeljete točno pred naš salon. Ni nas težko najti. Tako. Zdaj pa greva naprej k stresu, sicer malo kasneje res konkretno o tem, kaj v Bioni ponujate. Zdaj pa me zanima še simptomi in posledice. Se mi zdi, je o tem zelo pomembno govoriti, ker ljudje smo v stresu, vsak dan se z njim srečujemo, večkrat pa ne prepoznamo simptomov. Ko pride do posledic, je že skoraj da prepozno, takrat že imamo stres v sebi. Ampak tisti prvi simptomi pa so nekaj, kar jih lahko hitro odpravimo, oziroma stresne situacije, če jih znamo poslušati. Na kaj moramo biti pozorni? Zelo pomembno je, da prepoznamo že prve znake. Veste, telo nas opozarja, telo nam daje signale, pa jih običajno preslišimo oziroma se na neke stvari kar tako enostavno navadimo, jih sprejmemo kot del življenja. Kaj je prvi znak, recimo, da sem pod stresom? To, da slabše spim, recimo. Da se po noči prebujam, ne morem zaspati nazaj, da sem zjutraj utrujena. Seveda, zaradi tega smo potem razdražljivi čez dan. Nekateri grizejo nohte, recimo. Spet drugi se hitro, razjočejo. Kaj še imamo potem? V sebi občutimo recimo eno takšno drhtenje, tresenje. To je vse že znak neke situacije, ki nas je pripeljala do nekega neravnovesja pri nas. Pozna se tudi na koži, to moram povedati, ker mi se ukvarjamo s kozmetiko tudi tako, da je koža suha, pusta, da so lasje brez leska. To so vse znaki stresa, ki jih pa običajno mi kar jih ne prepoznamo, jih spregledamo, jih ne povežemo s stresom, recimo. In če te stvari spregledamo, pomeni, da enostavno normalno živimo isti tempo, isti stil in stres se nam nalaga. Potem pa je čas za alarm, ko se začnejo pa pojavljati še hujše stvari. V bistvu je tako, da dejansko se stvari nalagajo in se stopnjujejo na nek način. Pride recimo do kronične utrujenosti. To pomeni, da pridem z dopusta, pa sem po 3 dneh že zopet tako utrujena, kot da sploh nisem bila na dopustu. Da se ljudje enostavno ne znamo več sprostiti, da se ne znamo več smejati, da nam ni, enostavno nam ni več zaiti v družbo. To so že taki, tako, že kar alarmantni znaki. Se to lahko v kakšno depresijo recimo tudi vodi? Depresije, anksioznosti, to je vse posledica stresa. In zdaj, kaj se še dogaja? To vpliva tudi na spomin, vpliva na našo koncentracijo. Nismo tako učinkoviti. In namesto, da bi rekli, ojaj, zaradi stresa se mi vse to dogaja, zdaj pa moram malo počivati, moram se sprostiti, hočemo to vse nadomestiti, kar nismo z učinkovitostjo uspeli, in se še bolj trudimo in še več delamo. In se še poglablja in povečuje ta stres. Poslabša situacija, Zanimivo je, recimo, da ko se nam začnejo pojavljati kakšni glavoboli, pa še vedno vsi mislimo, ne vem, lahko da je kakšen virus. Samo stres ne, samo priznamo si, da morda gremo, da smo kar na dobri poti do pregorelosti, recimo. Tudi to je ena taka zanimiv pojav današnji, ki ga kar poznamo. Vse to nekako povezano. Pregorelost je danes vedno več, na žalost, ker to ni enostavna zadeva. Jaz sem se srečala z njo, preživela, moram reči, da sem zadovoljna, da sem iz nje išla na tak način, kot sem,
brez res hudih posledic, ampak moram povedati, da sem v to vložila ogromno časa, ogromno energije in pa predvsem tudi to, moram povedati, da ko je človek na takšni stopnji, potem si moraš dovoliti tudi prositi za pomoč nekoga. Velikokrat ne zmoreš sam. Ker si že ponavadi tako daleč. Ne? Ja. Meni je bilo to nepojmljivo. Jaz, ki sem vedno v življenju pomagala drugim, zdaj naj prosim nekoga, naj mi pomaga. Vedno bila samostojna, nekaka figura, ki sama stoji. Ne? Potem... res je. In potem mi je ena gospa rekla, dovoli si, pusti, da ti tudi drugi pomagajo. To je podobno kot, recimo, ko si v takem hudem stresu že z določenimi posledicami, to je tako, kot da stojiš v živem pesku. In te počasi požira. In ko želiš si sam pomagati, ne, mahaš na vse možne načine, se še hitreje poglabljaš. Dovolj je, da pride nekdo, ti poda roko in ti pomaga ven. Saj imaš še potem ogromno dela sam s sabo, da se očistiš in vse. Ampak tisto, da prvo je pa prav. In ko se pojavljajo glavoboli, ko se pojavljajo omotice, ko čutiš pritisk v prsih, ko imaš občutek, da ne moreš dihati, ko se pojavi, ne vem, napad panike, to je resen znak, da je treba nekaj narediti. Ja, res. iLife Som, recimo, ne, bi lahko zdaj samo vrgli en trnek, ne, ki ga naše poslušalke oziroma gledalke in gledalci lahko si zapomnejo, je ena taka odlična zadeva, ne, bova o njej govorili malo kasneje, omenila pa sem ga zato, gre namreč za aparat, ker je izjemno priporočljiv, sploh ko mi se zavemo, da smo v stresnih situacijah, ko začnemo prepoznavati te znake, ko se zavemo, da z nami nekaj ni v redu, da smo v stresnih situacijah in potem ne na kaj naredimo. Kako potem odreagiramo, kako naredimo tisti prvi korak. Prej si omenila zelo dobro, samo roko je treba podati, ne, in te nekdo potegne ven. Seveda, kot si omenila, ogromno dela nas še potem čaka, ampak se mi zdi, da je tista roka, ki jo ti nekomu daš, da te bo zvlekel ven, najtežje gre od tebe. Ne? Ja, zdaj so stvari, ki jih lahko ljudje sami naredijo. Ne? In veliko je teh področjih, na katerih lahko sami zase naredijo nekaj. Medtem ko so pa stvari, kjer je pa prav poiskati pomoč in prav je tudi početi vse stvari hkrati. No? Želim povedati, da je kombinacija različnih vaj, tehnik in pa ostalih pripomočkov najboljša. Takrat pridemo najhitreje do nekega izboljšanja, do boljših rezultatov. Ki pa ne pridejo čez noč, to pa je tudi treba povedati. Ne? Recimo, to je, glede na to, da se je tako dolgo stres v nas nalagal, ga je nemogoče seveda odpraviti, ne? Ampak se mi zdi pa, da čutimo pa že tiste pozitivne posledice odprave stresa, pa kar kmalu, ne? In to naj nam da tisti elan, da gremo naprej. No, obstajajo vaje ali tehnike, ki že takoj izboljšajo neko počutje. Tako, ne? ja. In to so ti kratkoročni ukrepi, s katerimi si mi lahko pomagamo, zato da se bolje počutimo. Da gremo naprej, ne? Hkrati je treba pa razmišljati tudi dolgoročno, in sicer poiskati vzroke, zakaj je prišlo do takega stresa. Vzroki so običajno v nas, ker to na isto zadevo lahko midve različno odreagiramo. Zaradi tega, ker imava iz nekih izkušenj od otroštva naprej v svoji podzavesti določena prepričanja, stališča in zato tudi različno odreagiramo na isto stvar. Treba je vedno razmišljati tudi o vzrokih in odpraviti vzroke. Zdaj bom povedala eno tako zgodbico ali primerjavo. Ne? Recimo, da živimo v hiši in pušča streha. In se potem tako opazimo najprej en majhen flekec nekje na steni
In če nič ne naredimo, seveda se veča in stena je mokra in če še vedno nič ne naredimo, se napihne, ne? In potem je potrebna sanacija, seveda. Kaj naredimo? Odstranimo tisto med, ne vem, zaribamo, zbrusimo, zbelimo. Uredimo steno, recimo. In izgleda krasno. Vendar, če mi nismo popravili strehe tam, kjer pušča, bo pri prvem naslednjem nalivu ali deževju situacija enaka ali slabša. Popolnoma enako je tudi, kadar govorimo o stresu. Mi lahko s temi rešitvami, in prav je, da si pomagamo, zaradi tega, da se boljše počutimo. Hkrati je pa treba razmišljati tudi o tem, kaj je vzrok, da je do tega prišlo in na kak način lahko tudi to rešimo. Se mi zdi, da je kar dober korak k temu, da včasih rečemo ne. Tega ljudje ne znamo več, se mi zdi. No, vse si mislimo, da moramo storiti, da karkoli nas kdo prosi, da moramo biti tam, ali v službi, ali doma, kjerkoli. Nas se pozabljamo, sebi lahko rečemo ne, a ne? Drugim situacijam, ki nas delajo stresne, pa ne. Velikokrat, sploh ženske, smo nagnjene k temu, ne, da poskrbimo za vse, v družini, v službi, povsod mora biti vse popolnoma urejeno, za nas pa potem zmanjka in časa in energije, to je dejstvo. Ampak če hočemo se rešiti stresa, če hočemo živeti zdravo življenje, potem moramo najti eno tako ravnovesje. Na eni strani med delom, potem zabavo in pa dovolj spanja. Ko dosežemo to ravnovesje, smo že naredili kar nekaj. V naravo je tudi zanimivo, recimo, take stvari, ki so nam na dosegu rok, ki nam ne vzamejo ne denarja, ne časa, veliko, ne posebne energije, dajo nam pa ogromno. Ja, zelo pomembno je tudi, s kom se družimo. Fino je družiti se s pozitivnimi ljudmi, ki nas nasmejejo, v katerih se sprostimo. Potem pa pomembno je iti v naravo, si privoščiti sprehode. Jaz vsekakor svetujem sprehod v gozdu ali pa ob tekoči vodi. Tam so posebne energije in sploh ni naključje, da se toliko Celjanov sprehaja ravno ob Savinji. Ni naključje, ne? Ali pa kakršnakoli druga oblika vadbe, ampak redna, ne? Zaradi tega, ker sprosti misli, telo dobi več kisika in to je že en tak dober pristop. Ena taka fina zadeva je tudi masaža, ki jo tudi ponujate v Bioni. To je že recimo en dejavnik, ki odpravlja stres pri vas, ki ga ponujate. Zdaj smo že dva omenili. Če se spomnijo naše gledalke, gledalci, zdaj že imate dva odgovora na vprašanje. Torej, masaže so tudi ena taka izjemno prijetna sprostitev, antistresne, ne samo anticelulitne. Seveda, danes govorimo o stresu. Tako. Ja, res je, to je že starodavna metoda, to ni nič novega danes. Vsi vemo, da z masažami sprostimo ne samo telo, ampak tudi duha. Čeprav je pomembno tudi pri telesu, ker kaj se nam dogaja, ko smo pod stresom, se zakrčimo, ne? In mišice, ki so zakrčene, bolijo. Se pravi, da mi z masažo sprostimo te zakrčene mišice, bolečine v hrbtu odpravimo, hkrati se pa ljudje sprostijo. To je ena stvar, ki jo ponujate v Bioni. Zdaj pa te bom vprašala še, kaj torej proti stresu nudite v Centru lepote in dobrega počutja v Bioni, torej v Celju, v centru se nahajate. Kako recimo, jaz vem, kako se lahko pridem sprostiti k vam, ker sem namreč že bila, ampak naše gledalke, gledalci pa kako recimo se lahko soočijo s stresom, stresnimi situacijami in konec koncev, kaj pri vas v Bioni naredite, da jih pomagate odpraviti, ker nekaj morava povedati, ne? Ko bo nekdo prišel v stresni situaciji, ne vem, že cel, ne bom rekla propadel od stresa, ampak kar dosti ranjen od njega. V Bioni nimate čudežne palčke, pa samo takole, ne? In zdaj ste pa rešeni vseh tegob, ki vam jih je stres prinesel.
skupaj delate, ne, z ljudmi, že pogovor se mi zdi je tisti, poleg prijetnega vzdušja, ki nam kar dajem pogumno, da se soočimo s stresnimi situacijami. Ja, niti v Bioni nimamo čudežne palčke, pa tudi nikjer drugje ne obstaja. Ker v bistvu nekaj, kar se je nalagalo skozi mesece ali leta, je ni stvari, ko bi lahko takole odpravil. Potrebna je vztrajnost, karkoli, ali so to sprehodi, ali so pa naše terapije, potrebno je vztrajati. Zaradi tega, ker tako dolgo, kot se je nalagalo, rabi tudi določen čas, da se vse zadeve sprostijo. Zdaj, ja, res je, najprej se z ljudmi pogovarjam, ki tudi to rabijo, potem pa začnemo z iLife Som terapijami. To je sistem, ne? Ja, ki je zlata vreden. Res je, no. Jaz lahko povem iz svojih lastnih izkušenj, da je meni izjemno pomagal in jaz ga še vedno redno koristim. In tudi po odzivih naših strank vidim, kako jim pomaga na različne načine. No, poleg sistema iLife Som potem nudimo tudi različne masaže, s tem, da moram povedati, da to zelo kombiniramo. Ugotavljamo, da so najboljši učinki, če stranka pride, pa najprej leže na iLife Som, 24 minut traja takšna terapija, ta čas se lepo sprosti, mišice se pregrejejo, sprostijo, zmehčajo in potem je doživeti to masažo popolnoma drugače, kot če nekdo prihiti ves tako napet, je že pol masaže mimo, predno se uspe sprostiti. Zdaj, če mi dovoliš, si bom jaz dovolila tudi, ampak lahko me seveda prekineš, bom jaz opisala tudi svojo izkušnjo z iLife Somom. Jaz sem bila kar nekajkrat tam in čisto odkrito takole, najprej ko sem šla, tako ali tako prideš iz stresne situacije, že tako ali tako kar gledaš tisti čas, ko moraš spet nekam, ko pač natrpaš v svoj urnik še obisk v Bioni. In ko se uležeš, si najprej misliš, pa saj ne vem, če imam danes čas za to, pa si misliš, ok, no bom na hitro, In ker greš z nekim odporom, ne zaradi aparata ali pa zaradi česarkoli drugega, ampak zato, ker si misliš, na koliko krajih in koncih bi lahko bil ta čas, teh 20-25 minut, ker vedno pač ljudje hitimo in razmišljamo. Ampak ne po prvem ali drugem obisku, se mi zdi že po prvi ali drugi minuti, ko te ta glasba nekako ponese, ko te vse te prav energije, pa ne vem, nisem recimo, tako se mi zdi naklonjena pač stvarem, energijam in podobnim stvarem, da bi se zdaj samo na njih obračala, seveda dopuščam možnost, ampak se mi zdi, da te potem res te ponese, in res te tisti valovi nekako celo te osvežijo in te prebudijo. In te umirijo, kar je se mi zdi najpomembneje. Me je pa bilo strah sama sebe potem, ko sem opazila, da se sploh ne znam več sprostiti in da mi more en aparat, z vsem spoštovanjem do iLife Sona, pokazati, da se ljudje še znamo sprostiti, ker se doma sami od sebe težko sprostimo in se prisilimo 20-25 minut o prijetni glasbi s kakšnimi vibracijami, si kar ne dovolimo. iLife Som pa se mi zdi kar prisili k temu. Si najprej malo jezen, ampak potem vidiš, da je res zlata vreden. Ja, no, me veseli, da si ga tako doživela. Jaz ugotavljam, da ljudje, ko pridejo prvič, tako, že imamo polno glavo vseh nekih reklam in nekih stvari, in večini tega itak ne verjamemo več. Res je. Ravno zaradi tega sem se odločila, da pravzaprav naredimo prihodnji teden od srede do petka dneve odprtih vrat in bomo povabili gledalce in gledalke, ki sistema iLife Som še ne poznajo, da pridejo in imajo možnost brezplačno spoznati oziroma preizkusiti te terapije, zato ker
Jaz lahko govorim o tem danes do polnoči, če bi me kdo poslušal, ne? Ampak ko to sam doživiš, potem pa razumeš, kaj v bistvu se dogaja s tabo, ne? Gre za kitajsko medicino, ne, združeno sodobno tehnologijo, zdaj, če se v teh tehnikalijah malo pogovarjava, ne, če morda nekomu več pomeni, da ve, recimo, z kakšne sfere je ta aparat. To je en sistem, ki ga je razvil Andreas Günther s pomočjo različnih strokovnjakov iz medicine, biologije, fizike in v bistvu dejansko res združuje na eni strani elemente tradicionalne kitajske medicine in na drugi strani to moderno tehnologijo. Ne? In na stranko, ki leži na iLife SOM-u, hkrati deluje 8 različnih terapij. In kar je zelo pomembno je to, da se te terapije v bistvu ne seštevajo, ampak se njihov učinek potencira. Zato je takšno občutje, ne, kot ga ti opisuješ in kot ga opisujejo mnogi ljudje, ki pač hodijo k nam redno recimo na te terapije. Zdaj, za naše gledalke, gledalce imava pripravljeno torej nagradico, nekaj terapija, ne, z iLife SOM-om boš podarila. Odgovor na naše vprašanje je sila preprost. Zdaj smo kar povedali že nekaj stvari, ki jih proti stresu ponujate v Bioni, o nekaterih bova še govorili, zato mislim, da ne bo težko odgovoriti. Me pa zanima, oziroma bom zdaj kar vprašala za naše gledalke, gledalce, kako poteka ta terapija z iLife SOM-om od začetka pa nekako do konca. Se bova sprehodili ravno zaradi tega, da morda izbriševa kakšen strah, ne, da je treba, ne vem, biti poštimam, pa še Bog ne daj v kakšni kondiciji, karkoli, ne, da se ne bo kdo ustrašil, da je to čisto en poseben aparat, ki zahteva tudi čisto posebno držo. Ne, čisto za vsakogar je, ne. No, razen seveda za mogoče bova kasneje govorili. Obstajajo določene omejitve, o katerih bi mogoče potem kasneje res. Ampak to so zdravstvene, ne, to je, ja. Sicer je pa zadeva čisto preprosta. Prideš in se tako oblečen ležeš na nekakšno posteljo, bi rekli. Jaz stranko potem pokrijem z eno tako odejico mehko, da je prijetno. In jim predlagam, da si predstavljajo, da so nekje na enem kraju, kjer jim je prijetno, ali je to morje, ali so to planine, ali kakorkoli, da odmislijo v tem času skrbi, da se osredotočijo na dihanje in se enostavno čisto prepustijo. Potem jim pa nataknem ene slušalke, iz katerih prihaja prijetna glasba, in pa izberem ustrezen program. Programov je več različnih. Izberem program in v tem programu so potem zajete tudi ostale terapije, ne. Od programa zavisi kakšna glasba, kakšne so vibracije, vključi se magnetno-resonančna terapija, vključim tudi daljne infrardeče gretje, ki ljudem izjemno paše, hkrati pa vpliva na to, da se celice odpirajo in razstrupljajo. Se pravi, da tudi se izboljša imunski sistem. Ja, delamo na odpornosti, ne? Ja, izboljša se imunski sistem, ljudje so bolj odporni. Zelo pomembno pa je, in to tudi v vsaki stranki povem, da kadar je pri nas na terapiji, da tisti dan veliko pije. Ker to, kar se izloči iz celic, mora po naravni poti tudi zapustiti telo, sicer nismo veliko naredili. Tako, se pravi, tisti strupi morajo ven, ker to je glavno tisto, česa se želimo znebiti, ne? Ker stres nam zastruplja telo. Definitivno. Ko govorimo recimo o zakisanosti, ne? Zakisanosti telesa, ljudje to zelo veliko povezujejo s prehrano. En del sigurno tudi to drži, ampak bistveno večji vpliv na zakisanost ima pa stres. In če vemo, da se rakaste celice hitreje in bolje razvijajo v kislem okolju, potem nam je popolnoma jasno, zakaj v današnjem času toliko raka.
zaradi stresa. Se lahko zamislimo. Ja. Ampak, če mi dve zdaj pogledava na pozitivne učinke iLife terapije, nas boš presenetila s čim? Kaj vse, torej nekaj si jih že omenila, seveda, ampak razstrupljanje in krepitev imunskega sistema se mi zdi v tem trenutku najpomembneje, tako torej za obrambo našega telesa, sploh zdajle tudi, ne, ko prihaja te prehladno obolenja, pa razni virusi, suh zrak, konec koncev tudi v sobah, ne, vse to naše telo daje v neko stresno situacijo in če naše telo močno, se je lahko brez problema uprene. Tako, lahko je skupina ljudi v določeni sobi, eden med njimi je bolan in ni nujno, da bojo vsi zboleli, ki se družijo z njim. Zboleli bojo tisti, ki imajo oslabljen imunski sistem. Tisti, ki pa imajo dovolj energije, so dovolj pretočni, vzpostavljeno ravnovesje v telesu, so pa lahko tudi med ostalimi bolnimi in ne zbolijo. Tako da to je zelo pomembno. Občutijo se pa mnoge stvari po teh terapijah. Prej sem rekla, kako zelo pomembno je pri stresu, da se dobro naspimo. In ljudje, ki so pod stresom, imajo težave s spanjem. Po terapijah z iLife Somom vsi poročajo, kako dobro spijo. Ravno prejšnji teden je bila pri meni ena medicinska sestra, ki seveda one delajo v turnusih, po noči, poruši se ta ritem in ima velike težave s spanjem. In ker mora biti spočita zato, da lahko pač opravlja svoje delo, je začela jemati zdravila. Dobro, mogoče ji pomagajo, da je prespala noč ali dve, hkrati pa vemo, da tablete imajo tudi svoje stranske učinke, da zastrupljajo telo in da tudi kvaliteta samega spanja ni enaka. No in po 2 ali 3 terapijah je povedala, da se je krasno naspala in da je polna energije. Izjemno pomembno je. Ja. Kaj še poročajo, da se omilijo bolečine v hrbtu, v sklepih, v mišicah, pomaga pri kroničnih obolenjih, kot je multipla skleroza, revmatska obolenja, fibromialgija. To je diagnoza, ki jo imam tudi sama in moji kolegi iz društva in kolegice vsi poročajo o ne vem kakšnih količinah tablet, ki jih redno jemljejo. Jaz moram reči, da zadnje 2 leti živim in delam in funkcioniram popolnoma brez vseh zdravil. In sem neizmerno hvaležna iLife Somu za to. Izjemno pomembno je, da govoriš iz svojih izkušenj. Se mi zdi to res, da eno tako težo in ko te človek posluša, daš tisti občutek in tisto energijo, se mi zdi, ki je potrebna, da daš pogum človeku. In to se mi zdi, da je izjemno pomembno. Res, to so tiste prave informacije iz prve roke. Največkrat jih ne dobimo, največkrat je v ospredju samo tista tržna naravnanost, ki nas je tako ali tako že v štartu spravila v te stresne situacije, največkrat. Tudi, v bistvu jaz sem na nek način vse to preživela in sem živi dokaz, da je možno, da se da. Je pa res, da se ne da čez noč, da je potrebno vztrajati, da je treba ponavljati, pa naj si bo to, ne vem, sprehod, naj bojo to meditacije, naj bo to, ne vem, treniranje čuječnosti, o tem še nisva nič rekli, zelo pomembno, meni je krasno pomagalo. Povej nekaj več o tem. Jaz sem lansko leto hodila v Ljubljano in se izobraževala na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje z področja čuječnosti. Zdaj, kaj to pomeni?
To pomeni živeti ta trenutek tukaj, ker kaj se nam dogaja. Jaz lahko sedim in se s tabo pogovarjam, ampak misli mi begajo, kaj se je zgodilo, kaj še moram narediti. Ali pa pridem domov, sedem za mizo in ta čas, ko jem, razmišljam o tem, kaj je bilo v službi, kaj bom ta prvo naredila, vzamem neke letake, jih listam ali po mobitelu kaj pogledam. To ni čuječno. To je vse, kar nas spravlja v stres. Čuječnost nam pa pomaga, da se umirimo, da živimo v tem trenutku, ne v preteklosti in ne v prihodnosti. Zdaj si mi dala kar malo misliti, pa še marsikomu verjetno. Na koga imava na zvezi? Dober večer. Dober večer, lep pozdrav obema v studiu, Bojana iz Celja, pri telefonu, oziroma pred televizijo. Jaz bi samo rada povedala svojo izkušnjo pri gospe Neni. K njej sem prišla na live som zaradi bolečine v hrbtenici, ampak ker sem prišla vsa utrujena iz službe in v začetku viroze, je bila moja izkušnja tudi ta, da poleg zmanjšanja bolečin v hrbtenici se je tudi viroza ustavila, hkrati pa je ta stres že po tej eni terapiji izpuhtel, tako da moja izkušnja je zelo v redu. Tako da upam, da bo še veliko uspešnih terapij pri gospe Neni oziroma v Bioni. Lepo. Še naprej. Bojana, hvala za to izkušnjo in seveda vabljena. Kadarkoli bojo težave ali pa če samo rabiš sprostitev. Z veseljem. Z veseljem. Lepo zdrav. Lepo, hvala lepa, Bojana. No, tako, to so ti pristni, pravi odzivi. Lepo je takole slišati, ne? Ker konec koncev sodelavkami delate za ljudi, ne? Zato ste tam, ne zaradi sebe samih, recimo, ampak skupaj lahko marsikaj dosežemo. To je tisto, kar si moramo dati v glave, ne? Jaz moram reči, da jaz si res iskreno in iz srca želim, da ljudem pomagam. Velikokrat se sprašujem, kdo je bolj vesel, ko vidimo napredek. Ali stranka, ki se bolje počuti, ali jaz, ko vidim, na kak način se ji stanje izboljšuje. In res, naš interes je resnično pomagati ljudem. Zato, ker iz svojih izkušenj vem, kako zelo, zelo hudo je, ampak tudi občutim, kako lahko z nekim sklopom različnih stvari si pomagaš in kako je potem lahko življenje lepše, bolj sproščeno. In kako je vse na dosegu rok, konec koncev, ne? Kako slepi smo, ne? Včasih ne vidimo, kaj imamo pred sabo in ne znamo tega izkoristiti, pa tako enostavno je. Zaradi tega, ker smo v nekem krogu, se vrtimo in se potem pravzaprav v neki spirali stvari samo slabša in gremo vedno nižje. In vidimo samo en del teh stvari, zato rabimo pomoč, zato rabimo, da nas nekdo potegne ven, da nam svetuje. Seveda je pa potem, nihče pa ne more vsega narediti namesto nas. Nihče ne more ničesar narediti namesto nas, skoraj da lahko rečemo. Zelo pomembno je, ne vem, da pazimo tudi na prehrano, da zdravo jemo, veliko sadja, zelenjave, da poskušamo redno počivati, spati. Take stvari. Da ne vem, treniramo jogo recimo. Da se znamo nasmejati. Zelo pomembno, ampak kot sem rekla, ljudje, ki so pod hudim stresom, ne znajo, ne morejo se več. Enostavno se ne sprostijo tako, da bi se lahko nasmejali od srca. In krohotali, tako kot smo se včasih. Kot je zdravo. Da ne bova zdaj midve spravljali slučajno naše gledalke, gledalcev v stresne situacije, zdaj dve stvari sva že omenili, ne? Se pravi masaže in iLife Som, torej ta sistem proti odpravljanju stresa. Ti pa se mi zdi, da si rekla, da potrebujejo 3
načine, 3 do 4 načine, ki jih ponujate v Bioni za lajšanje stresa, za krepitev zdravja, za to, da se zmanjšajo te stresne situacije oziroma da se naše telo okrepi, da se bo lažje borilo proti njim. Kaj, Nevenka, še ponujate v Bioni proti stresu? Ja, jaz izvajam tudi bars terapije. Zdaj, kaj to je? V bistvu, prej sem govorila o tem, da je treba odpraviti vzroke stresa in da se ti vzroki, kako mi odreagiramo na določene situacije v življenju, skrivajo v nas, v naši podzavesti, v naši notranjosti. V naši podzavesti se nalaga vse od najbolj zgodnjih otroških let in to vse vpliva na to, kako mi funkcioniramo skozi življenje. In s temi bars terapijami, ki jih izvajam, z aktivacijo 32 točk na glavi, pa v bistvu vplivamo na ta naša stališča, prepričanja, na našo podzavest in pripravimo telo do tega, da živi, da se odziva lahkotno, radostno, se pravi, da ne odreagira tako stresno na zunanje dražljaje. To je ena od stvari. Potem reiki terapije. To je ena taka popolnoma naravna, nežna metoda, s katero s pomočjo energij spravimo telo v ravnovesje, povečamo energijo v telesu in poskrbimo za pretočnost energij. Ker samo takrat, ko imamo v telesu dovolj energije, ko so te energije v ravnovesju, ima telo sposobnost samozdravljanja. In tudi z reikijem odlično vplivamo na to, da zmanjšamo količino stresa. No, to so zdaj že 4. Pa še ena stvar, ki jo uporabljamo, to je pa svetlobna terapija z bioptronom. To tudi ni nič novega, poznano že vrsto let. Uporabljajo v medicinskih ustanovah, fizioterapijah, no in tudi pri nas. Lahko tudi vplivamo na izboljšanje imunskega sistema, na to, da omejimo kakšne vnetne procese. Predvsem pa tudi vplivamo na stres in sicer čisto enostavno. No, jaz rada povem kakšne takšne primere. Če pomislimo, kako se počutimo, kadar je zunaj lep sončen dan, ali pa če primerjamo počutje v teh kratkih zimskih dneh, polnih sivine, je razlika v počutju. In podobne učinke dosežemo tudi z uporabo te svetlobne terapije. Dobro. Zdaj mislim, da sploh ni težko več, čeprav lahko še tudi kaj pomagava, pa tudi pogovor recimo sprejmeva, že tisti individualni pogovor, ko pridemo k vam v Biono, se mi zdijo že nas kar malo razbremenim, tako da tudi to šteje. Lahko pa seveda za hitro še pokličete, nekaj minut nama je še ostalo na voljo, torej nagrado bova podelili, naši 2 telefonski številki boste imeli izpisani, torej nekaj načinov, kako v Bioni blažite stres, ga odpravljate, kako lahko torej se rešite stresnih situacij oziroma okrepite svoje telo, da se boste sami znali rešiti stresnih situacij, katere načine torej v Bioni ponujate, a ne, proti tem stresnim situacijam. Nagrada? Prvemu, ki bo poklical in bo povedal, katere načine pri nas uporabljamo, podarimo 3 terapije iLifeSong. Super, lepo. Tako, zdaj bova počakali nekaj trenutkov še, jaz pa naj te še enkrat vprašam, omenila si dan odprtih vrat, dneve odprtih vrat, na katerih bodo tudi naše gledalke in gledalci lahko preizkusili te terapije. Spomnim še enkrat, kdaj je to? Prihodnjo sredo, od prihodnje srede 2. novembra do petka, vključno s petkom 4. novembra, bomo imeli v Bioni dneve odprtih vrat.
In resnično vabim gledalke in gledalce, da pridejo in lahko brezplačno stestirajo in doživijo to iLifeSong terapijo. Se moramo prej kaj naročiti? Ja, potrebno je, v bistvu se na vse postopke pri nas stranke naročajo, tako da prosim, če pokličejo na 041 313 133 in se bomo dogovorili za termin, ki jim bo ustrezal. Ja. Super. Tako. Dobro, lahko seveda tudi povedo, karkoli vprašajo, ne, tudi pogovore, torej tisti velja pa še vedno to, da se individualno posvetite vsaki stranki? Vedno in povsod, ker je pomembno, če hočem svetovati, če hočem narediti nekaj dobrega za njih, potem moram vedeti, v čem je njihov problem. No, tu bi še mogoče sam izpostavila, da te terapije delamo tudi za otroci. Ljudje smo tako, nekako mislimo, da ti naši malčki niso nič pod stresom, ne? Pa to ne drži, ne? Začne se že čist, ko po 11 mesecih gre od mamice stran v vrtec, ne? Vsi imamo izkušnje, da so takrat velikokrat bolani. Seveda so, zaradi tega, ker je to za njih predstavlja stres. Da ne govorim o tem, potem, ko grejo v šolo, ko v bistvu imajo ogromno obveznosti in kaj še predstavlja stres, no to se mi pa zdi tudi zelo pomembno, da ljudje malo razmišljajo o tem, tudi naša pričakovanja staršev, ki presegajo njihove možnosti, včasih predstavljajo za njih ogromen stres. Pustimo otrokom biti otroci, ki dosežejo lastne dosežke. Jaz ne želim reči, da zdaj jih pa kar pustimo, seveda jih je fino motivirati, ampak ne jih obremenjevati s prehudimi našimi pričakovanji. Naj ne zadovoljujejo naših želja in dosežkov. Se pravi, delamo tudi z otroci s tem, da pač prilagodimo dolžino terapije pri njih. To pa je tista individualnost in pogovor osebni, ki se mu posvetite. Dobro, vse informacije torej o Bioni, naj pridejo do vas, naj vas pokličejo, naj vprašajo, karkoli jih zanima, vedno so naše gledalke in gledalci dobrodošli. Absolutno. Nina, hvala lepa za nocojšnji obisk v našem studiu. Bilo je prijetno, kot vsakič, seveda. Veliko si nam povedala, si nam kar malo potrkala tudi na srce, bom rekla, in prav je, da se vsak malo zapre vase in pogleda vase in se potem odpre čisto nov, svež, voljan novih izzivov. Tebe pa vabim kmalu spet v naš studio. A velja? Ja, če je se vsaj ena stvar dotaknila nekoga, da bo začel malo bolj razmišljati o sebi, narediti nekaj za sebe, zato da ne bo prišlo do kakih hudih posledic, bolezni, potem je bil namen te oddaje dosežen. Tako. Hvala lepa za obisk. Srečno. In čim manj stresno. Vsem, tudi tebi. Hvala lepa. Srečno. Tako, hvala lepa pa seveda tudi vam, drage naše gledalke, gledalci. Kot rečeno, kot smo tolikokrat že poudarili, čim manj stresa in če se soočate z njim, zdaj veste, kako si tudi pomagati. Pa srečno vsem.